Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega istoimenskega podcasta, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in tukaj je nova zgodba iz naših zgodovine slovenskega alpinizma. Danes sem poudarjam ponovno na Koroškem in z nami je Andrej Gradišnik. Andrej, alpinist, ki je leta 2023 pri skoraj 60 letih stopil na vrh Mount Everesta in tako postal najstarejši Slovenec na strehi sveta. Toda današnji pogovor ni zgodba o rekordu in tudi ne zgodba o človeku, ki bi si v poznih letih preprosto kupil odpravo na Everest. Kar je pri Andrejevi zgodbi zanimivo, je nekaj drugega oziroma veliko drugega. Everest je bil pri njem pravzaprav pozni vrh, lahko rečemo, ene zelo dolge in resne alpinistične poti. Plezati je začel tukaj v domačem okolju, zvedeli bomo v naslednjem pogovoru, kje točno, in za njim so v bistvu desetletja plezanja v Alpah, Dolomitih, Andih, Tjanšanu, Karakoromu in Himalaji. Velike severne stene, zimski vzponi, prvenstvene smeri, odprave, veliko veselih, pa tudi precej težkih zgodb. Potem pa skoraj 20 let odmika od resnega alpinizma. Družina, služba, poslovna kariera, dolga leta je vodil ampak za njega lokalni Metal Ravne in gore postavil nekako na stran, toda ne dokončno. Ko se je po skoraj 2 desetletjih vrnil, se ni vrnil le rekreativno v hribe, vrnil se je v resen alpinizem. Leta 2012 je brez dodatnega kisika in brez pomoči šerp stopil na Broad Peak, torej na 8000, pozneje pa o tej odpravi napisal knjigo Sanje, Koroška 8000. Everest leta 2023 zato v tej zgodbi ni začetek, ampak neke vrste zaključen krog. V današnjem pogovoru bova z Andrejem govorila o začetkih na Koroškem, 80 letih, velikih stenah, o srečnih in veselih dogodkih, o izgubah prijateljev, o obdobju, ko je zapustil alpinizem in ko se je vrnil v gore. Seveda o Broad Peaku, seveda o Everestu. Pa o tem, kako danes po vsem tem gleda na alpinizem in življenje. Torej, Andrej, lepo pozdravljen, hvala, ker si se odzval mojemu povabilu na pogovor oziroma da me gostiš tukaj pri tebi na Koroškem, v bistvu nekje na pol poti med Ravnami in Prevaljami. Najboljše, da začneva s pogovorom. Včeraj sem ti poslal vprašanje, ugotovil sem, da jih je zelo veliko, ne vem, kako daleč bomo danes prišli. Upam, da čim več stvari izvemo iz teh vprašanj, ki me v bistvu zelo zanimajo. Ampak že v najinem dopisovanju sem povedal, toliko je v bistvu vprašanj, ker je tvoja v bistvu pot res zelo zanimiva in v bistvu polna, in gremo najboljše na začetek. Tam v bistvu, ker jaz poudarjam, seveda kot zgodovinar, se vedno začne. Torej, današnji Andrej Gradišnik se je začel kaliti precej v zgodnjih letih. Kdaj si prišel v pravi stik z gorami? Slišal sem, da si v bistvu bil že pri 5 letih na Triglavu. Ja, lep pozdrav, seveda, lep pozdrav pri nas na Koroškem. Ja, pravzaprav je že moj oče v mladih letih bil alpinist, bil je med ustanovitelji alpinistične sekcije pri Planinskem društvu Ravne. Nekaj let vodil mladinsko sekcijo, mladinski odsek, in v letu mojega rojstva, 1963. leta, z mojo mamo zgradil na Naravskih ledinah pod Uršljo goro eno majhno brunarico. Tam smo pravzaprav potem mi preživljali ves svoj prosti čas. Ledine Uršlja gora so postale moj drugi dom. In to je bil tudi moj tisti prvi redni stik z gorami. Potem pa seveda nas je pot zanesla na druge gore tu v okolici, Radoha, Peca,
Olševa. In nekje pri 5 letih je res moj oče sklenil, da sem star dovolj, da postanem pravi Slovenec, ker to je pri naši družini seveda nekaj pomenilo. In res je pravzaprav ta vzpon na Triglav takrat naredil nek vtis tudi na mene. Namreč okolje, ki seveda je bilo zelo naklonjeno goram, ker smo v takem okolju živeli, tudi moja vzgojiteljica v vrtcu je bila ena izmed očetovih gojenk iz mladih let, so ta moj vzpon na Triglav nekako povzdignili visoko, me naredili pravega junaka in je pravzaprav ta vzpon gotovo zelo pomembno nekako vplival na moje nadaljnje korake, ki so bile vedno bliže in višje v gorah. Kdaj pa potem pride želja po zamenjavi poti gorskih s stenami? Kdaj začneš razmišljati, da bi se podal v alpinizem? Torej, to je na nek način družinska tradicija. Tvoj oče je že bil kdo prej? Zasledil sem Gradišnika, ki je plezal že s Harletom, naprimer. Torej čez, samo to, ampak to ni žlahta vaša. To ni bila žlahta, ne, to ni bila žlahta. Mislim, da je oče pravzaprav bil po našem rodu prvi, ki je začel na tem področju se udejstvovati. Na mene je zelo pomembno vplival, vendar seveda sem šel neko normalno, tako, bom rekel, skoraj šolsko pot spoznavanja in razvoja v gorah. V 4. razredu osnovne šole sem obiskoval planinsko šolo, se pridružil mladinskemu odseku, hodil z njimi na izlete. V okviru odseka tudi na nek način hodil na tekmovanja, orientacijska tekmovanja in pri 16 letih tudi sam naredil izpit za mladinskega vodnika. Takrat v Bavščici pa sem se pravzaprav prvič srečal tudi z določenimi znanji z področja alpinizma. Prvi vozli, prva vrvna tehnika, prvič spust po vrvi, prvič plezanje z varovanjem sicer od zgoraj, vzpon po brezpotju in tako naprej. In takrat seveda se je nekako zaiskrilo, da so gore na brezpotih in stenah pravzaprav še malo bolj privlačne kot pa na nadelanih poteh. In nekje v 3. letniku gimnazije sem se potem pridružil alpinističnemu odseku Ravne. Ravne, in kakšna je bila takrat plezalna tule združba na Koroškem? Kdo so bili tvoji prvi soplezalci? Vodja šole mogoče? Ja, takrat je bilo alpinizem na Koroškem, še posebej na Ravnah, kar močen. Mogoče celo bolj kot danes, ko je vendarle v ospredju bolj plezanje, manj alpinizem. Takrat je v bistvu na Ravnah sta bila glavna plezalska protagonista, ki sta takrat bila nekako pred drugimi Mihael Stanko, Miha za prijatelje, in pa Kolar Rok. Bilo pa je na odseku našem, pa tudi drugih tu na Mežiški dolini, precej mladih, kot sem bil sam. Tako da sem imel neko družbo primerjav, neko zdravo tekmovanje. Veliko je bilo tisti, s katerimi sem seveda tiste prve vzpone začel delati, vendar zelo hitro sem pravzaprav začel plezati z sebi enakimi. Mogoče celo z današnjega vidika prehitro, ker smo že kar v tistem prvem letu, pa v prvi zimi, že plezali sami fantje, ki smo bili še pravzaprav, bom rekel, na nek način tečajniki, začetniki. Se spomniš svoje čisto prve prave smeri? Seveda se pravijo, da prve ne pozabiš, Prva moja smer prava je bila originalna oziroma Kamin pri Durcah, jasno v naši Radohi. Plezal sem pa to skupaj z Vezonik Branetom, ki je bil moja generacija, nekaj približno. Oče tudi kar znanega našega prostega plezalca, tekmovalca Grege, ki je, mislim, da svojo kar uspešno tekmovalno pot zaključil lani. In pa malo starejši kolega Vojko Kaker. Plezali smo na tak način, da v bistvu seveda je Vojko kot starejši plezal naprej, Brane je bil zadnji v navezi, jaz pa vmes. Imeli smo eno vrv in jaz sem se s tistim prusikom vozlom nekako pomikal v vrvi, imel prevelike planinske alpinine čevlje, take kot smo pač takrat imeli za hribe, in tisti prvi vzpon ni bil zelo nek plezalski presežek, ampak bil je pa prvi in prvega ne pozabiš.
To je bilo leta 81. To je bilo leta 81. No, in poleti. 82. Ne, sem v tvojem seznamu v bistvu že zasledil resne smeri. Ne. Še dan danes bi lahko rekli klasike Zmaja, ne, v Ojstrici in Čopov steber, ne, v Triglavu. Kako si gledal oziroma si stremel v ta dvig oziroma skok v resne smeri? Ja, jaz sem pravzaprav zelo hitro prebral vse te klasike, a ne, alpinistične, od Bula, Teraja, Kazina, Nejsa, Zaplotnika, ne, in seveda hitro sem kar sebe videl v neki taki poti, in po tistih prvih vzponih v prvem letu, poletnih in potem zimskih na Raduhi, naši Šmohorci pod Uršljo goro, sem si zaželel seveda, da grem širše, dlje. Moj prvi vzpon pravzaprav izven Koroške je bila Herletova smer v Ojstrici, ker pa sem tudi doživel že svoj prvi ognjeni krst. V zgornjem delu stene Navije so plezalcem ujelo divje nevihte, neurje, ki je celo v dolini pustilo kar nekaj vidnih posledic, ne, in spomnim se strel, padajočega kamenja, toče, in kako sem tam na eni polički malo nad soplezalcem, ki je varoval, občepel in si ves čas sam sebi ponavljal, če to preživim v stene in ne grem več. Ne. Na srečo sem to zelo hitro pozabil, 14 dni potem sva z istim soplezalcem že preplezala Čopov steber, ki pa je bil za mene takrat pravzaprav neka prelomnica. Prej sem seveda o Čopovem stebru razmišljal kot že nekem sponu prihodnosti. Ne. Zgodilo se je tako zelo na hitro. Naključje je hotelo, da je večer pred samim vzponom bilo v vratih ena velika druščina znanih slovenskih alpinistov. Takrat sem prvič in zadnjič tudi imel priliko srečati Nejca Zaplotnika. Ne. In takrat sem spoznal, da pravzaprav tudi ti kultni vzponi, kot je takrat Čopov steber bil, pa ti kultni ljudje, da so čisto neke normalni ljudje ali pa tudi nam, bom rekel, navadnim smrtnikom dosegljivi cilji. In potem v naslednjih letih kar precej tudi čez mejo, ne, dobro, Triglav, pa potem že Dolomiti, pa Žurasi celo, ne, torej enega od treh tako imenovanih zadnjih problemov Alp že splezaš, pa Čeveta, pa v Kurtih plezaš. Katero smer iz tega obdobja potem lahko vzameš ali pa vidiš kot osebni preboj plezalni, ne, torej tam, ko si pa rekel, ne, to pa res nekaj že pomeni oziroma sem dober, ne? Ja, pravzaprav je takoj po Čopu sem seveda šel najprej odslužiti vojaški rok. To je bilo seveda tisto obdobje, ko smo srednješolci po zaključku pred študijem takoj za leto dni morali odslužiti obvezni vojaški rok. Seveda, in sem prišel nazaj, bom rekel, še bolj zagnan, še bolj željan plezanja. In zgodila se je za mene velika sprememba, odšel sem v Ljubljano, prišel v neko okolje, kjer sem srečeval še več in boljše alpiniste in dobil sem več prilike, da sem seveda začel izpolnjevati neke svoje želje in omenjeni so bili kar neki področji, kjer sem tistem prvem, drugem letu plezal, prvem, drugem letu študija, ne. Vse to so bili za mene takrat kar pomembni meniki, ne. Šel sem Triglavsko steno takrat kot prvi solo vzpon in preplezal v 2 urah skalaško z ladjo. Ne vem, Dolomite, prva moja smer v Dolomiti je bila Filip Flam v Čeveti. Se pravi, da sem se takoj loteval, kar bom rekel, nekih izzivov, a ne. Vsekakor je pa sigurno bila za mene takrat, pa ostaja tudi danes na nek način sten naših, bom rekel, evropskih Alp, Grand Jura. Takrat sem preplezal Valkerjev steber, najprej Valkerjev steber poleti in potem še Mrtvaški prt po zimi. Predvsem Mrtvaški prt po zimi je seveda bil spet ena tako dosti težko izkušnja. Pri sestopu smo namreč s soplezalcem Daretom Juhantom doživeli nesrečo, pri spustu po vrvi se mu je izpulil klin in je prosto po zraku odletel 70 metrov. In naključje je hotelo, sreča, karkoli že, da se je vrv nekaj zataknjene in je obvisel globoko pod mano, živ, poškodovan. Seveda, potem nekako, kako sva se iz tega izvila, rešila sama, je zgodba za sebe, ampak seveda to je bila eno doživetje ali pa dogodek, ko je pravzaprav me opozoril ponovno, da so hribi lahko tudi nevarni, da moramo biti previdni in pa seveda predvsem na koncu se je vse srečno izteklo.
In potem so sledile v bistvu že odprave. Ne? Andi, pa potem Tian Shan sem zasledil, Himalaja, Gangapurna in tako naprej. Ilampu. Ilampu, ja. Ja, izgovorjavo. To je zanimiva, v bistvu ena gora, ki je zelo povezana s Slovenci. Naši, ne, takrat 64. leta, so bili, mislim, da kot drugi na tem vrhu in potem ste vi začeli eno serijo pomembnih vzponov, ne, ki se na nek način končajo 91. z, ne vem, če ne še danes najtežjo smerjo v tej bolivijski gori. Ne. Kako ste prišli do te gore in vse odprave naprej tvoje? Kako je to izgledalo? To je bila seveda, bolivijski Andi so bile moja prva odprava v izvezne evropska gorstva. Bila je društvena odprava, šli smo trije. In seveda za to goro, za to steno pravzaprav sem izvedel od Slavca Svetičiča, ki sem ga seveda spraševal po primernem cilju, ki bi bil za nas, je rekel, to gre za severozahodno visoko, nepreplezano steno. On je tam opravil neko prvo prečenje te gore in je to poznal. In je se nekako, on je bil tisti, ki nam je na nek način predstavil, nagovoril cilj. In moram reči, da ta odprava je bila kar taka prava. Nismo vedeli, kam se podajamo. Steno smo preplezali z 2 bivakoma. Enega dodatno smo imeli še potem na sestopu. In takrat se sploh nismo zavedali, kaj smo preplezali. Vem, da so potem pozneje, celo v nekem obdobju, Slovenci, takrat je bil zraven Počkar, ki sem mu pa jaz dal informacije, želeli tudi dodatno plezati v tej steni, pa nekako jim ni uspelo. Skratka, pozneje sem spoznal, da to ni bil kar tak en spon, je pa res, da takrat ga nismo znali predstaviti, a ne. In kar precej let je minilo, da so potem nastale tam v tej steni dodatne smeri in Štajerci, so potegnili, tudi oni so dobili informacije od nas, so potegnili potem naslednje smeri, tako da ta odprava je bila kar ena taka, bom rekel, pomembna za nas. Itak sem se pa jaz v tistem obdobju, to so bila moja študijska leta, vsako leto podal na eno odpravo z željo, da grem nekom pogorje in tam preplezam nove smeri. Tako da tudi Tian Shan, ki je sledil in ki je bil na nek način jugoslovanska odprava, organizirali so jo Zagrebčani in iz vsake republike je bila povabljena po kakšna naveza. Tudi tam sem plezal prvenstveno, je bilo eno tako lepo doživetje. Sledil je potem Satopan, moj prvi 7000-čak, kjer smo v, bom rekel, meddruštveni odpravi, ki je vodil Tone Goldnar, 3 alpinisti imeli željo preplezati nepreplezano južno steno, vendar, ko smo pod steno prišli, smo videli, da smo prišli tja ob nepravim letnem času. Tam, kjer bi po fotografijah moral biti sneg, so tekli slapovi vode, letelo kamenje, zato smo seveda to idejo takoj opustili in se predstavili na drugo stran in gore in se na vrh povzpeli po severnem grebenu. No, potem je pa sledila, bom rekel, pravzaprav Gangapurna, ki pa je bila na nek način vrhunec neke naše takratne generacije, našega odseka, alpinističnega odseka Ravne. Bila je vrhunec in bom rekel tudi na nek način nek zaključek nekega dogajanja. Za ta cilj seveda smo izvedeli, nekako mi je ta cilj nagovoril Stane Bilak Šrauf, ki je kot vodja odprave že bil na tej gori in je povedal za to steno, za južno steno, nepreplezano, ki bi lahko bila ponovno zahteven, ampak zelo zanimiv cilj. In res smo tam potem potegnili čez 5 članov odprave, nam je bilo eno novo smer, takrat so, da smo jo pojavljali jugoslovanska. No, potem pa dejansko sem jaz zaključil študij in na nek način tudi so tisti večji plezalski cilji postali na nek način preteklost. Ja, 20 let je potem ena taka res velika bela lisa ali pa prazna stran, ampak plezal si še kaj športno, kdaj kako plezališče, ali v bistvu preprosto je težko iti se nekaj malega, če si pa prej v bistvu se šel resno stvar? Ja, pravzaprav sem v tem obdobju plezal zelo malo. Seveda smo ostali v družbi,
tako družinsko smo hodili na dopuste s prijatelji, v Paklenico, še kam. Enkrat sem celo vmes bil celo na neki odpravici v perujskih Andih, a ne. Ampak vse to so bile pravzaprav zelo take, bom rekel, rekreativne zadeve, občasne. Namreč v nekem trenutku pred Gangapurno se je zgodil en tak naključen dogodek. Jaz sem v času študija verjel in bil trdno prepričan, da bo moje življenje povezano z gorami tudi v smislu eksistence, ne. Trdno sem verjel, da bom jaz gorski vodnik in podobno. Vendar par dni preden smo odhajali, sem šel na pot za Gangapurno, sem po naključju na metalurškem inštitutu, študiral sem namreč metalurgijo, srečal enega, bom rekel, vplivneža iz železarne Ravne, ki me je nagovoril in je rekel, daj pridi ti k meni na Ravne, da ti postavimo neko temo koristno temo za diplomsko nalogo. Pa sem se opravičil, ja ne morem, ravno odhajam v Himalajo. Pa rekel, ok, ko se vrneš, se oglasi. In sem to res naredil potem. In potem se je pravzaprav proti pričakovanjem se zgodilo nekaj, kar res nisem pričakoval. Začel je govoriti o tradiciji metalurgije na Koroškem, o stoletjih, o težkem delu kovačev, ki tam delajo, kako bi lahko z nekim posodobitvami, investicijami, razvojem to delo postalo lažje, imati fabrika, kot so ji takrat rekli, bolj prijazna do zaposlenih. In kar naenkrat sem jaz padel v neko novo zgodbo, ki me je celega požrla. Tako da sem v nekem trenutku pravzaprav nenačrtovano iz ene zgodbe padel v drugo zgodbo, ki me je okupirala za kar nekaj let. Seveda vzporedno pa je potem prišla družina, otroci in podobne zadeve. Ja. In res je, kar dolga je bila, bom rekel, pavza od aktivnega alpinizma. Ja, na nek način si gradil sedaj drugo kariero, kot si prej plezalno, in spet si prišel do neke točke, ko pa se neke stvari malo pa obrnejo, verjetno otroci malo tudi zadihaš ali kakorkoli že. 2011, kdaj je pol tisti trenutek, in kaj je tisti trenutek, ko pa v bistvu se spet pojaviš na sceni? Ja, res je bil to nek trenutek, ko sem jaz, bom rekel, v tem poslovnem smislu dosegel že marsikaj tega, kar sem prej mislil ali pa sam sebi postavil kot cilj, poslanstvo, in zaključili smo nek velik investicijski cikl v velikosti 100 milijonov evrov in več. Znašel sem pravzaprav kljub temu, da v firmi z 1000 zaposlenimi direktorji ima vedno kaj početja, ne. Vseeno sem se našel v nekem vakuumu in sem pravzaprav iskal nek spet izziv, in takrat se je pojavil Grega Lačen. Grega Lačen pa seveda ni bil kar nekdo, a ne. On po eni strani je bil takrat že vrhunski alpinist, 13 let mlajši od mene, se pravi, to je neka druga generacija kot jaz. Po drugi strani pa se je pisal Lačen. In jaz se spomnim, v naši družinski hiši je, oziroma še danes visi fotografija črno-bela, na kateri je moj oče z kupom otrok na vrhu Triglava. In oče je vedno ali pa pogosto s prstom kazal te fante in eden izmed njih je bil Marjan Lačen. O Marjanu Lačenu je on vedno govoril z nekim spoštovanjem, kot o človeku, ki je potem postal alpinist, dober in tako naprej. In ja, leto dni preden sem sam začel aktivno plezati, je Marjan Lačen popeljal prvo koroško odpravo v Ande, in pravzaprav tudi po tej strani sem ga jaz poznal. In vse skupaj nekako je botrovalo k temu, da sem jaz Grega napustil bliže k sebi, in on, kakršen je bil motivator, vedno poln idej, me je pač vabil, gremo plezati, gremo to. In seveda enkrat, dvakrat, trikrat in kar naenkrat sem padel v neke spet, bom rekel, dogajanja, ki me je potegnilo, posrkalo in spet, ali pa bom rekel, mogoče celo bolj ali pa zelo podobno kot v nekem svojem prvem plezalnem obdobju, sem temu začel posvečati veliko časa. Pravzaprav mi je to spet postalo eno tako osrednje dogajanje v mojem življenju. Je pa res bilo tudi, kot je bilo prej rečeno, kar nekaj okoliščin družinskih in službenih je tudi to začelo bolj dopuščati. Verjetno pa je bil eden od teh motivov, ko si že začel malo bolj, ideja, da se gre na Broad Peak, 2012. Je to kaj doprineslo k temu? Ekipa, ki je bila izkušena, veliko njih je bilo v bistvu 12 let prej na Everestu v sklopu te velike odprave, kjer Karničar smuča z vrha in tako naprej. Torej, izkušeni ekipa, v bistvu Koroška.
Kako? Ja, res je, seveda, no, itak je bila spet prva ideja Greganova, a ne moja. Že v mojih časih smo razmišljali o koroškem 80-tisočaku, a ne. Mi smo, te želje so bile že prej. Ampak Grega je prišel ponovno s to idejo in v nekem trenutku je bilo jasno, da ta ideja pa je izvedljiva, ne. In on je prevzel potem vodenje same odprave, jaz sem prevzel skrb za finance, a ne, in ekipa se je zbrala, pravzaprav bom rekel kar sanjska, a ne. Takrat smo rekli, najboljše alpiniste iz Mežiške doline povabimo in res Črna, Mežica, Prevalje, Ravne, Slovenj Gradec, ne glede na kdo, ki je bil z katerega kluba, ta boljše ljudi smo skupaj potegnili in seveda šli na odpravo, ki pa je bila tudi, bom rekel, na nek način brez moje želje ali pa prilagojena meni. Bila je narejena poleti in vsega skupaj smo imeli mesec dni na razpolago, kar se pomeni zelo kratek čas, ker sem jaz v začetku seveda vedno poudarjal, se jaz ne morem iti za 2 meseca, glede na funkcijo, ki sem imel in pa ruske lastnike, ki so me na nek način malo omejevali pri tem delovanju. Ja. Ja, in bili ste uspešni, ne? In ti na vrhu, ne? Ja, pravzaprav to je bila zelo uspešna odprava v vseh pogledih. 7 nas je šlo, 7 članov je bilo, 5 nas je bilo na vrhu in seveda na tak način, kot se v hribe hodi, a ne, sami, brez nosačev, brez dodatnega kisika. Ja, jasno je, da te je v bistvu odprava zaznamovala, ker si se odločil napisati knjigo o tem, ampak to ni v bistvu klasična knjiga o odpravi, ne. Čuti se v bistvu ta knjiga o Koroški, ne. Naslov ima Koroška, prijateljstvo. Ja. Čuti se ta v bistvu povratek, bi lahko rekli, k sebi, ne. Torej nekdo, ki je nekoč nekaj že okusil, pa vmes in potem spet smo tu, ne. Ja, jaz moram reči, da seveda za mene je bila to najlepša odprava v moji celotni poti, iz vseh vidikov, a ne, iz vseh vidikov. Bil sem na nek način poln vtisov in knjiga, že itak sem na vsaki odpravi vedno pisal dnevnik. Tokrat je bil dnevnik bolj bogat kot na katerikoli drugi odpravi in ko sem v nekem trenutku začel na računalniku pisati, je z mene pravzaprav bruhalo. Knjiga je dobila naslov Sanje s podnaslovom Koroška 8000. Seveda nenavaden naslov za gorniško knjigo, ampak dejansko so to na nek način bile neke sanje generacij Korošcev, koroških alpinistov, moje sanje in Korošci, ki smo nekako vedno bili malo odmaknjeni od dogajanja, od osrednje Slovenije, smo tudi zaradi tega ponavadi bili malo bolj povezani. Ko sem bil v poslovnem svetu, so mi pogosto v Ljubljani rekli, ja, vi Korošci ste trmasti. Jaz pa se vedno pravim, mi Korošci nismo trmasti, mi smo vztrajni. Ker je v bistvu živimo v okolju, ker so bili življenjski pogoji malo težji kot pa nekje drugje, smo pravzaprav nekako morali biti vztrajni. Boj za preživetje, zgodovinsko gledano, je bil trši kot tudi če smo hoteli nekje prodreti, smo mogli biti malo bolj prodorni kot drugi. In na nek način seveda je ta odprava vse to povezala in tudi že v času priprav smo delali skupne ture. Bilo je krasno. Ko smo se vrnili, je cela Koroška, ne samo alpinistična srenja, ta dogodek vzela za svoj. Jaz nikoli nisem doživel te euforije, ki je bila ob predstavitvi našega dogodka na Prevalah. Tako da jaz mislim, da to je bil en tak dogodek, ki enostavno je bil v meni in sem ga moral izliti na papir in zadeva verjetno žal neponovljiva. Ja, ampak potem je prišel Everest, ne. Kdaj se začne vrteti, ne, verjetno, ne? Kdaj v bistvu pride do tega, ko začneš razmišljati, da pa bi to mogoče izvedel, ne? Seveda, verjetno po Broadpeaku, ne? Ali si že razmišljal prej, kdaj, kako? Ja, zdaj seveda, svojo, bom rekel, pot sem začel z najvišjo goro v Sloveniji. Bom rekel, na nek način je naredila to nek vtis na mene, nek mejnik. In ko sem v 4. razredu osnovne šole na planinski šoli prvič slišal za največjo goro na svetu, sem podzavestno nekako v sebi sprejel željo, to bi pa jaz tudi rad bil tam. Nikoli pa povsem v resnici nisem delal v tej smeri. Ne vem, ampak podzavest je to očitno v sebi nosila. In ko smo po uspešnem vzponu na Broadpeak
je tisti del ekipe Broad-Peaka, ki še ni bil na Everestu, Flis in pa Lačen sta že bila, kot je bilo prej omenjeno, se začel resno o tem pogovarjati. Začeli smo načrtovati Everest. Ampak nekako naključje je hotelo, da so ravno takrat splet objavile fotografije iz Everesta, gužva, zastoji pod Hilarjevo stopnjo. In takrat vem, da sem nekako rekel, fante, to pa ni za mene, jaz pa že tja ne grem, tam pa v to gužvo jaz ne grem, jaz sem alpinista. In res je, takrat smo potem namesto tega Greganom se zagnala v hribe, plezala smo veliko dobre stvari pri nas, v Dolomitih, Alpah. Prvič sem bil v Patagoniji, kjer smo preplezala težko smer na Tret, pa znano Perestrojka Krek v Kirgiziji. In se pravi, zelo lepe spone smo delala. Grega je bil poln načrtov, tudi sam sem mu sledil. Imela smo vplačano karto za Maroko, potem pa se je tistega januarskega dne dogodila nesreča, ko sem ostal brez soplezalca. In takrat seveda je zazevala ena taka ogromna vrzel. Z Greganom smo bila več kot samo prijatelj, kot samo soplezalca, in ostal sem prazen in pravzaprav sem iskal, kaj bi pa lahko bilo tisto, ki bi zdaj na nek način mi malo pomagalo, da prebrodim to obdobje, oziroma kako zdaj nadomestiti to aktivno plezanje z Greganom, ki si ga seveda z 30 let mlajšimi plezalci pa nisem predstavljal. Za sebi primernih let pa jih nisem več našel, to so take izzive. In spet je prišel na plan Everesta, in takrat pravzaprav sem se odločil hipoma, da bom vzel zakup vse, kar se pač okrog Everesta dogaja, in da jaz to željo bom izpolnil tako ali drugače. Ampak še prej pa si se odločil kot testno za Manaslu, ali kako je bilo s tem? Torej, bil si že leto prej pod 8000-čakom. Drži. Pravzaprav je prišel Manaslu nekako nenačrtovano. Manaslu nikoli ni bil na seznamu mojih želja. Ampak ko sem iskal s kom, kako, kje priti do Everesta, sem se spomnil, da smo nekoč že tudi govorili z Jakanom Jakovčičem, ki je seveda edini slovenski gorski vodnik, ki je bil na vrhu Everesta s klientom, da je on omenjal, da bi pa on mogoče kdaj pa spravil kako ekipo skupaj za Everest. In ko smo se pogovarjali, veš kaj, mi pa ravno zdaj spravljamo se na Manaslu, in če bi v bistvu bil Manaslu uspešen, je velika verjetnost, da bomo spomladi z isto ekipo šli naprej še na Everest. Pridruži se nam. In sem pravzaprav to nekako rekel, zakaj pa ne, da se poznamo in da gremo. In tako je postal ta, ali pa nastal ta Manaslu hitro, in na nek način je bil to uvod v odpravo za Everest. Tam se vam sicer ni šlo takrat, ampak naslednje leto pa pride Everest. Greš z agencijo, kot si rekel, ampak že takrat si omenil, da si imel že neko idejo o nekem čistem, imel si neke svoje ideje, kako naj bi potem to vse skupaj speljal. Kako si sam razmejil, si uspel razmejiti ta komercialni sistem, pa v bistvu svojo alpinistično etiko. V bistvu si dal veliko prej že skozi, tudi odprave in tako naprej. Jaz sem pravzaprav že, ko sem se pridružil na Manasluju, sva se z Jakonom zmenila, da lahko na Manasluju delam nekako po svojem režimu, ker sem tudi na Manaslu hotel iti brez uporabe kisika, in sem tudi dejansko potem delal nekako malo drugače kot pa ostali na gori. Tam seveda spričo takrat, bom rekel, slabih vremenskih razmer in pa predvsem napake naših šerp, ki so pač nekako zapravili našo vso opremo in smo ostali pravzaprav na pol goli in bosi v trenutku, ko smo že načrtovali summit push in smo mogli pobegniti v dolino. Pravzaprav sem podobno potem si zamislil, da bom pač tudi šel na Everest. Ta ekipa potem seveda jasno, da se ni odločila za Everest. Šlo je tudi za večino z izjemo seveda Jakana, za alpiniste, ki še niso imeli izkušenj z visokimi, ali pa bomo rekel z 8000 metri, kljub temu, da so bili gorniki. In sem začel iskati drugo možnost. Vedel sem, da bom star 60 let v tem letu in da nimam kaj prav veliko več predstavljati na neko daljno prihodnost.
in sem se povezal z agencijami in si dogovoril, da bom lahko na odpravi delal po nekem svojem režimu, uporabljal njihovo logistiko. Seveda so rekli, lej, ne glede na to, a ti rabiš kisik ali ne rabiš šerpe, to ti pripada, to plačaš, to bo tam, zdaj, kako boš pa ti potem to v resnici rabo, je pa tvoje odločitev. Seveda, že mnogo prej sem pa naredil jaz pri sebi neko odločitev, da bom ta sistem in se to vzel v zakup in se mu prilagodil in poskušal, koliko se pač da, na čist način se pospeti na Everest. In kako je potem to izgledalo? Odločitev tudi potem, da se odločiš za kisik. Mislim, da si do 8 jurjev ali kako si prišel brez, potem pa za verjetno na vrh, ne, pa vseeno se odločil, je šla tole v to misel, tudi vsa ta gneča in vse druge stvari. Kako je izgledalo potem na odpravi in v bistvu sam naskok na vrh? Ja, zdaj jaz bom rekel, seveda mi smo se preko mailov dogovorili, kako bom jaz lahko tam delal, tudi ko sem tja prišel načeloma, je bilo temu rečeno tako. Seveda se je pa v praksi pokazalo, da je bil ves sistem naravnan na osvojitev gore z kisikom, s klienti, z minimalnimi rotacijami, z čim manj izgubljene energije. In tako, seveda, jaz sem v želji, da bom naredil čim več aklimatizacije, da bom čim dlje na gori že pohitev in bil med prvimi v bazi. Spustil sem kar nekaj etap dostopa. Potem sem pa v bazi občepel, ker na nek način nikogar niso spustili iz baze proti na goro, dokler ni bilo vse pripravljeno, tako kot so oni mislili, da je potrebno, in pa dokler ni bila opravljena obred puđe. Obred puđe so popravili takrat, ko se je vse nabralo v bazi. Tako da pravzaprav sem že takrat izgubil eno rotacijo, pa bolj kot pa to je bil pa problem, da potem, ko sem opravil 2 rotaciji, nikoli nisem prespal više kot pa tabor 2, 6500 metrov, kljub temu, da sem se 2-krat pospel kar nad tabor 3, ker enostavno seveda še ni bilo šotorov in nisem imel kaj prespati. Tako da sem sam spon na vrh, v podzavesti sem jaz vedel, da nisem opravil nekako predvidenega procesa aklimatizacije, ki je bil na nek način podoben na Broad-Peaku in ki vem, da je bil tam uspešen. Ampak vseeno sem nekako rekel, probam pa vidim, kako daleč bo šlo in mogoče pa rata. Kljub temu, da sem potem nekje od Trojke pa do tabora 4, to Locejo pobočje, zmogel brez večjih težav, z nekim ritmom, ki so ga imeli tudi drugi, ki so uporabljali kisik, pa sem videl, ko sem bil na višini južnega sedla, kjer je seveda tabor 4, kjer se teren položi in bi človek lahko šel kot po ravnem skoraj, da moja sapa ni takšna, kot je bila recimo na Broad-Peaku, ki pa je specifika Broad-Peaka, da je širok, dolg, to ji pove ime, in hodiš na višini 8000 metrov po zelo lahkem terenu, mislim, da kilometer ali 2. In že takrat sem videl, da moje telo ni v takem pripravljenosti, kot je bilo takrat z vidika aklimatizacije. Čakalo me je pa še praktično 1000 višinskih metrov in takrat sem se, bom rekel, hipoma odločil, da vendarle vzamem kisik in grem na vrh s kisikom. Kaj pa občutek, ko v bistvu začutiš, da pa verjetno bo šlo na najvišji vrh sveta? Kakorkoli gledaš, komercialna odprava, karkoli že, ampak Everest je le Everest. Kako si doživljal v bistvu tiste zadnje metre? Ja, zdaj, jaz bom rekel, pravzaprav sem se jaz odpravil, pa že prej doma najbolj bal tega, da na vrh ne pridem zaradi pomoči, odvisnosti od pomoči drugih. Izkušnja z Manaslujami je to govorila. Zato sem pravzaprav ves čas se tega bal in se nekako poskušal spraviti na vrh čim prej, preden da bojo pogruntali, da jim je zmanjkalo kisika, preden da bojo pogruntali, da je bila odprava za njih uspešna in da se ne rabi več izpostavljati z nadaljnimi vzponi in podobno. Tako da nikoli pa nisem dvomil, da bi na vrh prišel sam, kar se tiče, da bi lahko bila slabost v meni, ker sem nekako smatral, če ne bo šlo brez kisika, s kisiko pa ja vsak gre.
In tako da, ko sem takrat ob 9. zvečer, ker po nekaj ur, bom rekel, počitka oziroma priprav na vzpon, ker sem isti dan, ko sem prišel na štirko, sem potem zvečer kar vzponov nadaljeval in pravzaprav na vrh hodil po noči. In ko sem videl tam zvezdno nebo, sem rekel, ok, zdaj bom pač hodil tako dolgo, da pridem na vrh. Takrat pravzaprav sploh nisem več dvomil, da bom na vrh prišel. Čeprav danes, ko gledam nazaj, vidim, da vseeno sem mogoče to predlahko gledal. Tako da, ja, imel sem kar precej težav, namreč ravno s kisikom, ki sem ga takrat uporabljal v gorah prvič in verjamem, da zadnjič. Tako da pravzaprav po eni strani mi je bila to pomoč, po drugi strani pa mi je povzročalo kar nekaj težav, ja. Vrh je bil uspešen, ampak pol si pa v bistvu imel malo težav pri sestopu, snežna slepota. Ja. Kako pa to ovira? Ja, moram reči, da pravzaprav sem se takrat potem pa kar malo ustrašil. Jaz moram reči, da ko sem se vzpenjal ravno zaradi težav z masko, sem potem zjutraj hodil brez zaščitnih očal, ne. In že na samem vrhu sem začutil težave, pekoč občutek, meglen vid in takrat sem vedel, da se zadeva ne bo boljšala, da se bo to samo slabšala in da je treba čim prej v dolino. Ampak, ko pa ne vidiš več v redu, je pa normalno, ko sem se z visokih hribov sestopal, je bilo sestop hiter. Sestop je bil počasen, vsak korak, ko ne vidiš, kam stopiš, kako globoko je bil težaven in na srečo, seveda, sem bil na komercialni odpravi, kjer so bile fiksne vrvi. Ob fiksni vrvi je seveda sestopanje varno, orientacija ni težavna. Spomnim se pa, da ko sem pravzaprav prišel na velik razširjen plato na južnem sedlu, kjer se je seveda fiksna vrv končala, snega ni bilo, ker je tam veter to spiha in gaze ni bilo. In kar naenkrat nisem vedel, bil sem sam, kar naenkrat nisem vedel, sploh kje sem, kam. Kljub temu lepemu vremenu nisem videl šotorov, ki so bili mogoče 100 metrov stran od mene. Vrnil sem se tistih par korakov do fiksne vrvi, se umiril in se nekako poskušal zamisliti smer, kam moram hoditi, da ne bom zgrešil tabora. In moram reči, da seveda se je šlo vse dobro. Sem pa takrat videl, da pravzaprav se bi lahko kaj hitro tudi kljub vsem izkušnjam, kljub temu, da si pravzaprav na gori, kjer mrgoli ljudi, pravzaprav lahko končalo tudi drugače. Ja, res lepo povedano, ne? Včasih res ne rabi veliko, da se lahko stvar precej zakomplicira. Je pa ta Everest je specifika, ne? V Planinskem vestniku si v intervjuju potem govoril, ne? O truplih, o mrtvih, o pogrešanih, celo o ljudeh iz vaše takrat skupine oziroma jedilnice v Vaznem, torej komercialna odprava in vse to, kar potegne zraven. Veliko ljudi na gori, pa vseeno se hitro zgodi nesreče. Ja. Z vidika nesreč je bilo to pravzaprav ta sezona najslabša ali pa rekordna. 18 ljudi je v tej sezoni, v tistem obdobju ostalo na gori. Vendar mene bolj, na to sem bil na nek način pripravljen, ker o tem sem bral prej. Vendar prizadelo, ali pa bom rekel, na nek način presunilo me predvsem dejstvo, da je bil v našem šotoru tudi madžarski alpinist, ki je pravzaprav med drugim se povzpel tudi že sam na K2 brez pomoči dodatnega kisika in da je tudi on pod Hillerjevo stopnjo ostal umrl. V povezavi z svojo izkušnjo sestopa sem takrat pravzaprav videl ali pa začutil, da na nek način, da se bi to lahko zgodilo hitro tudi meni in me je ta dogodek kar pretresel. Vem, da je tudi potem žena Katja, ki je seveda vsa ta leta bila tako, ko sem jaz delal poslovno kariero, pa alpinistično, ki mi stoji in je ob meni, mi je rekla, da sem bil par mesecev po odpravi še vedno drugačen človek, kot sem bil, ko sem šel tja, ker sem res dolgo rabil, da sem pravzaprav te dogodke tam predelal, bolj v povezavi z smrtjo tega madžarskega alpinista, svojih dogodkov, kot pa bom rekel na splošno vsega tega množičnosti ljudi, ki tam umrejo in ki so pravzaprav kot šerpe bodisi izpostavljeni objektivnim nevarnostim ali pa kot neizkušeni klienti tudi pogosto
pač naredijo neke lastne napake. Ne. Zanimivo, da si v bistvu povedal tole, ne, s to odsotnostjo tvojo nekaj mesecev po odpravi, ali pa da nisi bil čisto pravi, lepo navezano na naslednje vprašanje, pa nisem vedel, kaj boš povedal, ne, v smislu, kaj ti Everest da, oziroma kaj ti je dal in kaj ti je vzel. Ja. No, jaz bom vseeno rekel, da najprej je Everest za mene bil neko olajšanje, ker v nekem trenutku, ko sem jaz spoznal, da je to cilj, ki ga želim doseči, je postalo to breme. In vedel sem, da to ni kar tako ena gora in da se ne moš kar tako tja vračati, zaradi stroškov, zaradi vsega tega. In sem pravzaprav, je bilo to neke vrste olajšanje mene samega, moje duše, da sem rekel, ok, to sem naredil, zdaj teh velikih ciljev nimam več takih, čeprav cilje človek rabiš, Na drugi strani, seveda je bila to neka vrsta streznitev, da sem, čeprav sem žal v gorah doživel nekaj smrtnih nesreč, sem vedno dopuščal nekako možnost samo to, da se ti kaj zgodi, da se mi kaj zgodi zaradi nekega objektivnega dogodka. Medtem ko pa Everest pa je bil spoznanje, da tudi čisto subjektivna napaka, kot je bila recimo hoja brez sončnih očal, bi lahko človek tragično končal. Predvsem pa moram reči, da je bil moj Everest tudi na nek način, simbolično vrh mojega udejstvovanja. Jasno je, da pri 60 letih na vrhu Everesta je to pomenilo, da nikoli več ne bom tako visoko ali pa še više. Se pravi, da pridejo na vrsto nižji vzponi, manj zahtevne stene in tudi sicer življenje, da začneš nekako sestopati. Tako da seveda Everest je bil nek vrhunec v mojem življenju in pa je treba to tako vzeti, in poleg nekega veselja je to spremljalo tudi neko, bom rekel, otožnost ali pa še kakšna taka mešana čustva. Ja, si najstarejši Slovenec, ki si bil na vrhu. Danes že omenjeni Matej Flis, s katerim smo pred časom posneli tudi pogovor, je pa najmlajši. Oba Korošca, je to naključje ali v bistvu bolj pove nekaj o koroškem alpinizmu? Ja, jaz mislim sicer, da to je naključje, To je naključje. Ampak to naključje pa vendarle tudi govori nekaj o Korošci in o koroškem alpinizmu. Če Korošci ne bi bili vztrajni, trmasti, če alpinizem na Koroškem ne bi imel neke tradicije, neke, bom rekel, veljave, verjetno potem na Koroškem ne bi bilo ljudi, ki bi želeli postati ljudje na Everestu, najmlajši ali najstarejši, o tem takrat ne razmišljaš toliko, Tako da bi rekel, da gre za splet obojega. Naključje, ki mu je botrovala neka koroška mentaliteta. Ja, procentualno vas je v bistvu precej gledano celotno število Slovencev. Mislim, da vas je, dobro, če Krničarja še damo kot Korošca, kot se Zerjani imajo, vas je, mislim, da 5 od 19, torej preračunamo, da procentualno precej velika številka. Kateri tvoj vzpon, gremo zdaj že na takšne bolj, temu se reče, tehnična vprašanja. Kateri vzpon danes tvoj najbolj ceniš? Ne nujno kot najtežji v smislu ocene, ampak tisti, ki ti v bistvu največ pomeni. Ja, jaz moram reči, da seveda je pa to verjetno meni najtežje vprašanje. Zelo hitro sem v svojih zadnjih letih prevzel neko zgodbo alpinistov, Zaplotnika in drugih, da je pomembna pot in da je sestavljena številnih vzponov in zelo težko izpostavljam nek vzpon, čeprav v različnih življenjskih obdobjih so bili meni nekaj določeni vzponi zelo pomembni. Ponavadi pa, ko sem gledal nazaj, mi je bil tisti zadnji vzpon na nek način najbolj pomembna. Se pravi, da z leti nekako tisto izzveni, ostane lep spomin, tisto, kar si pa naredil nazadnje, pa ti največ pomeni. Tako in verjetno bo prišel trenutek, kot sem bil kot 5-letnik srečen, ponosen, da sem bil na Triglavu, da bo spet prišel trenutek, ko bom srečen, ponosen in bo največ pomenil to, da sem še vedno zmogel priti na Triglav. Tako da bi se temu pravzaprav odgovoru izognil, moral bi pa našteti vsaj
nekaj jih, če bi želel, bi bilo pa seveda spet različno. A je bilo to v prvem mojem plezalnem obdobju ali drugem, ali v tem zadnjem, seveda je bila Patagonija, ki sem jo nosil v sebi že celo življenje, pa je nisem naredil. Pravzaprav verjetno tisti vzpon, ko smo z Gregom preplezali res težko smer na Tret, kar je bilo tudi z meni novo na nek način, da greš v tako steno, brez sklinov in brez tega, bi pa izpostavil pravzaprav ta Fitzroy, to dosežek. Ja. Naslednje vprašanje je vezano na plezalne želje, neizpolnjene plezalne želje. Vsak jih ima eno ali več, ampak marsikdo, ko ga tako vprašam, v bistvu izstreli, tisto, ko rečem, torej vprašanje, ki sledi. Je kakšna smer gora, ki ni prišla na vrsto, ki verjetno ne bo prišla, pa si želiš, da bi nekje vmes v tvojem plezalnem življenju bila? Jaz moram reči, da v bistvu ne morem izstreliti nobene take velike želje. Ker če bi jaz imel tako željo v sebi, pri mojem karakterju bi potem seveda se moja pogovarjala, da letos načrtujem ta vzpon. Ne bi, enostavno sem človek, ki ne morem nositi dolgo želje v sebi, da ne bi izpolnil. Seveda se pojavlja veliko, naključje je hotelo, da sem lani preplezal direktno v Štajerski rinki, ki ne vem kako in zakaj v tistih mladih letih izpadla. In ko sem po naključju začel govoriti, pa sem prišel, nisem rekel, čak, to pa jaz nisem plezal. Seveda ta isti trenutek sem vedel, da to moram narediti in sem seveda šel to klasiko lepo splezati. Tako da v bistvu se pojavljajo take zadeve, na srečo jih je veliko, ni pa ene take velike. Prej bi pa rekel, da v sebi nosim željo, da bi spet šel na neko odpravo skupaj z temi prijatelji, ki sem bil na kateri izmed prejšnjih odprav. Najlepše seveda s prijateljem, kar nas še je, z Brodpika. Tako da verjetno pa to je neka želja, ki jo na nek način v sebi nosim in mora dozoreti. Malo prej si omenil, da glede na karakter lahko pričakujemo, ampak pustimo zdaj to. Naslednje vprašanje je, lahko našteješ enega, dva, tri plezalce, ne nujno iz tvojega življenjskega obdobja, s katerimi si bil tesno v stiku, ampak ki so zaznamovali tvojo plezalno pot, ki so tako vplivali na tebe preko knjig ali pa pač kot so plezalci. Enega, dva, tri. Ja, jaz moram reči, dobro, seveda, omenil sem te znane knjige, te znane plezalce, ki so zaznamovali moje zgodnjo udejstvovanje in ki sem jih nekako, so mi postali vzor pri prebiranju. Potem pa sem pravzaprav v tem obdobjih, v dolgem obdobju plezanja, vmes dolge pavze, preplezal ogromno smeri z različnimi plezalci. Ampak na koncu tiste najboljše smeri sem pravzaprav preplezal z par soplezalci, ki so odstopali od drugih na nek način, da sem se z njimi bolj zbližal ali pa da sem z njimi plezal daljše obdobje. V začetnem obdobju je to bil Mirko Kranjc, Črnuče, potem Dare Juhant, ki sem ga omenil, nismo plezali veliko skupaj, ampak so bili to dogodki, ki so naju res tesno povezali. Potem je bilo pa eno dolgo obdobje, ko smo plezala skupaj z Stankom Mihevom, za nas Miha, to so bili tista leta študentska, se pravi, da bi rekel, da so bili to tistemu v prvem obdobju imena, ki so, bom rekel, mi ostala najbližje. No, v drugem obdobju je pa pravzaprav bilo vse bolj ali manj povezano z Gregom Lačnom, ki v bistvu je 10 let bil moj prvi, da ne rečem skoraj v tistem obdobju, edini soplezalec, ker smo res, sem mu težko pariral, on je imel več časa in je ostalo zelo malo časa, da sem še kdaj šel s kom drugim kaj splezati. Ja, pričakoval sem, da boš omenil Gregata, se v bistvu je tole logično, Gregana, kot pravite vi, to mi je tako zelo zanimivo. Tudi Jaka, je bil Jakan, prej sem slišal, Jakovčič. V tvojih smereh preplezanih iz tega tvojega plezalnega CV-ja je v bistvu velikokrat se pojavi, v prvenstvenih predvsem, se pojavi v bistvu beseda spominska, kar namiguje na nič kaj dober nek rezultat. Konec koncev tudi v bistvu spominska
Saše Kamenjeva, ne, takrat je, ki ni tvoja prvenstvena, mislim, da je Škarje, ampak si jo plezal, ne, z Gregatom, je v bistvu posredno kriva za nastanek nove, ne, torej spominske Grega Lačna. Pa zasledil sem spominsko Igorjeve smer, to je Ježovnik, ja, to je ta zgodba iz Vizjakove Triglave, da. Je bilo poimenovanje smeri zate tudi na nek način žalovanje, spomin, dolg do prijateljev, kako in zakaj takšne poimenovanje? Ja. Prvo, Igor Ježovnik, je bil seveda pravzaprav se dogodek zgodil, ko sva bila zelo mlada, v najstniških letih in takrat moram reči, da ko sem potem sam izplezal in sem celil rane, predvsem omrzline doma, sem veliko razmišljal, zakaj, kaj bi lahko naredil drugače, kako naprej. Marsikdo je takrat, ker sem bil pravzaprav na začetku svoje plezalne poti, pričakoval, da bom nehal plezati. Tudi sam sem o tem razmišljal. Vendar sem potem v nekem trenutku zapisal v danes seveda moj že zelo oguljen alpinistični dnevnik, Igor, naprej bom plezal, tudi zate bom plezal. Ne? In na nek način sem takrat dojel, da največ, kar lahko naredimo za prijatelja, soplezalca ali gornika, ki pač je nekje, ko je iskal svoje ideale, ostal, da ohranjamo njegov spomin. In seveda, zdaj, ko govorimo o neki alpinistični srenji, je to najlažje, najlepše, da narediš na način, da ostane neka smer, ki je posvečena temu in ki nosi pravzaprav mogoče kako sporočilo zraven. Ko govorimo recimo o spominski smeri Gregorja Lačna, seveda smer je nastala v steni Kordeževe glave v Peci. Peca je bila Greganova, to je bila njegova gora. Vsako pomlad smo najprej se oplezavala tam, stena je kar resna, dostop, in to je bila najina stalna tura. Tam smo potegli na kar neki prvenstveni smeri. In nenazadnje, smer, ki je posvečena njemu, poteka po najbolj strmem delu stene, ki je linijo naštudiral Grega. In seveda, jaz sem v nekem trenutku tudi se odločil in čutil neko pravzaprav kar dolg, da neke zgodbe, ki jih je začrtal Grega, dokončam. In taka zgodba je v primeru Grega bil tudi plezalni center Prevalje. 20 let smo se pogovarjali o tem. On je to idejo potegnil na plano. Žal te ideje nikoli ni dočakal, jaz sem pa nekako čutil svoj dolg, da to moramo na Koroškem potem spraviti v življenje. To vprašanje, ki sem ga zapisal, veliko si že povedal oziroma nakazal, zato dajmo še enkrat ponoviti. Vprašanje govori o tem, kaj danes, torej po Everestu, lahko rečemo po nekih dosanjanih sanjah, željah, idejah, idealih v plezalnem smislu dela Andrej Gradišnik. Torej, še plezaš? Ja, to vemo. Treniraš seveda, vemo, da predavaš, da si imel veliko tako. Zanima me, a pišeš, glede na to, da je nastala po prejšnji odpravi knjiga, se kaj obeta v to smer? Obeta se torej tudi kakšna mogoče odprava? Sodeluješ pri plezalnem centru Prevalje? Kakšna je tvoja v bistvu plezalna danes zgodba tukaj in širše? Ja, vse to, kar je bilo našteto, drži, nekako ostajam aktivno v tem okolju, ki je pač seveda moje, ki ga imam rad. Seveda, plezalni center Prevalje je tu pomembna, ker to je pravzaprav zgodba, ki smo si jo z Gregom zamislila in danes jo spravljamo v življenje. To je danes sodobni plezalni center, kjer celo Janja Garnbret trenira pred svojimi največjimi tekmami. In na drugi strani pa je to nek center, kjer se srečujemo, kjer imamo predavanja in kjer postaja nek center druženja podobno mislečih ljudi, ki imamo radi iste stvari. Tako da, ja, zdaj seveda, kar se tiče pa knjige, pa moram reči, da je ne pišem, da sem jo v nekem trenutku začel pisati, ampak da sem obstal. Ker z mene v nekem trenutku ni bruhalo tako, kot je bilo Brodpik,
in je to zadeva, ki čaka na primeren trenutek, ki lahko, da se nikoli ne bo zgodil, lahko pa, da se bo, bomo videli. Zadnje vprašanje. Imaš še kak nov Everest? Torej ne nujno gore v glavi, ampak cilj, ki ga še nisi dosanjal. Ni vezano zgolj samo na čiste alpinistične zadeve. Jaz moram reči, da pravzaprav sem človek, ko enostavno potrebujem izzive, ko potrebujem neke projekte, ko ne morem pluti z mirno reko, postanem sam sebi siten in okolju. Tako da pravzaprav vedno znova seveda se iščem, hodim po svetu z odprtimi očmi in iščem neke nove izzive, ki pa verjetno niso več tako zanimivi, kot so bili nekateri prej, ampak ja, upam, da mi bo življenje dalo, da bom lahko vedno znova iskal neke svoje Evereste in da jih bom lahko dosegal, ker brez tega se mi zdi, da bi pa življenje bilo prazno. Super. Hvala lepa za deljenje teh iskrivih misli, živih, tako veliko, temeljito si nam pokazal to pot in to je v bistvu tudi ideja te naše zgodbe, kjer se pogovarjamo o takšnih in drugačnih ljudeh in zgodbah, ki so jih doživeli. Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, drage gledalke, dragi gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo kmalu v naslednji oddaji, do takrat pa srečno. Andrej, tebi pa. Hvala lepa. Srečno tudi v mojem imenu vsem. Adijo.